Pozdravljeni, lep pozdrav vsem skupaj v Domu kulture Kamnik na 6. dnevu festivala Pozdrav iz Kotla. Moje ime je Jan, sem predstavnik Kotlovnice. Jaz bi prav lepo vse povabil tudi na ostale dogodke, no, pa da večkrat povem o tem dogodku. Projekt, ki smo ga začeli skupaj z kulturnim društvom Priden Možic, smo zelo ponosni na njega, seveda smo najbolj ponosni na naše najmlajše, prav tako na vse ostale. Še kaj povem, se pravi sponzorjem, hvala sem sponzorjem in hvala sem soproducentom. Več o današnjem večeru pa kar povabil mentorja Miš in ostalih improligašev, Gorana Završnika in večkaj več predstav. Hvala, Jan. In hvala Kotlovnici in občini Kamnik in vsem ostalim, predvsem pa osnovni šoli Frana Alberta in mojima čudovitima somentoricama Jani in Tamari. Brez katerih sigurno tega projekta ne bi mogli niti začeti, kaj šele drugo leto tako uspešno pelati. Mala improšola ni naš izum, ampak izhaja iz Huda France Prešeren, kjer že od začetka 90-ih let gojimo improligo, ki se je pa konec 90-ih začela širiti v srednje šole in v zadnjih 2-3 letih še v osnovne šole. Rezultat vidite tukaj, se pravi ne samo ljubljanske šole, hitro smo pokazali, da so dejansko in v Kamniku in v Kranju zelo močni podmladki improvizacije in se pravi otrok, ki se ukvarjajo z improvizacijskimi disciplinami oziroma z nečem, kar diši po improteatru. Delamo za druge stvari, kar boste tukaj videli predvsem prvo skupino, se pravi ne delamo samo disciplin. Tukaj res, kar bi radi naredili, je tudi to, da drugo leto in naslednje leta sodelujemo še z ostalimi osnovnimi šolami, ne samo s Franom Albertom, ki se je res izkazal kot odličen sogovornik, ker naredi tak projekt, da celo leto, jaz rečem tamali, prihajajo sem gor v Dom kulture, redno prihajajo, se pravi, to lahko nam uspe samo izredno dobrim sodelovanjem med samo šolo in Domom kulture, Kotlovnico in tako naprej. Se pravi, to povezovanje nevladnih organizacij z nekimi izobraževalnimi javnimi zavodi in tako naprej. Skratka, rekel sem prej, Tamari, da bomo na začetku nekaj modrih besed povedali, to je absolutno bilo že overload. Danes bo zgledalo tudi tako, da bomo najprej se bodo predstavili res najmlajši z predstavo Rdeča kapica, za njimi druga mala improšola, se pravi malo starejši, ki že nastopajo v Hudu France Prešeren, imeli so zdaj že dvakrat nastopali, 6. junija nas čaka še tretji nastop, kjer se sreže z ostalimi osnovnimi šolami. Za konec pa še prva kamniška šolska improliga, se pravi šila skupina, družinska terapija, ki je išla iz teh mišk, se pravi, ki pa zdaj že nastopa pa v šolski improligi. Se pravi, to z njih boste pa videli čisto na koncu za tak posladek, pripravljajo pa nekaj čisto posebnega menda. Tako da, to je to. Tamara, Jana. Ja, jaz mislim, da je Goran že zelo veliko povedal, predstavil je tole impro zadevo. Mi smo se že na enem roditeljskem sestanku malo videli, tako da smo že tudi v teh smerih malo poklepetali. Na tem mestu bi se pa jaz rada zahvalila tudi Goranu za vso strokovno podporo, da nas je v to sploh popeljal, da nam je pokazal ta svet improvizacije. Rada bi se zahvalila vsem našim zvestim učencem, ki so res pridno hodili na vaje in vedno pokazali veliko energije, tako da delo sploh ni bilo težko. Nenazadnje bi se pa rada zahvalila tudi vsem vam staršem, ker ste pokazali s tem, ki ste nam otroke zaupali, da smo lahko šli na te naše intenzivne vaje. Skratka, da nam zaupate, da nas podpirate, tam je bilo, moram reči, zelo lepo. Mi smo se ukvarjali z nobenimi vzgojnimi problemi,
smo pa res od jutra do večera pridno delali, naredili ves program in tole, kar smo vam pač na voditeljskem sestanku obljubili, je tudi del današnjega dneva, tako da na ta način mečkan zaključujemo letošnji krožek Impro. Hvala vsem. Hvala lepa, ker ste prišli in uživajte v programu. Nekoč, pred davnimi časi, ne vemo kje. Večja kapica, hodi babici in nesi kaza pod zop. Ja, nami. Vzamemo sestavine za potico. Jih zmešamo. Zmetnemo. Povaljamo. In damo v pečico. Čakamo par minut. Pazi vroče! Tirim! Potica je narejena. Potica, še sok. Naberemo grozdje. Ga damo v stiskalnico. Dan ga stisnemo.
po kateri smo prišli do vseh teh stvari, pa je bila improvizacija. Tako da, zdaj pa kar vabim gor drugo skupino. Skupina Olupki, ki bo šla za zaveso, kjer bo, ker za začetek njihovega nastopa nam bodo pokazali svojo uvodno točko. Tako uvodno točko tudi vedno pokažejo na tekmah, se pravi na predstavitvah v Budu France Prešeren. No, tukaj malo v taki temi pustili, ne? Tako da, potem bomo pa videli dve improdisciplini, ki znajo iz Snobiča enih 50 improdisciplin, ki se jih počasi učijo in se jih bodo učili še verjetno naprej. A smo? Ok, pa gremo. Se pravi, predstavljam vam Olupke. Priložnost se bodo Olupki razdelili v dve skupini, kar pridite večkrat bolj naprej. Predstavljam vam bodo, ena skupina vam bo predstavila disciplino, ki se ji reče zgodovinski dogodek. Videli bomo enega moderatorja, kar prosim, vaša skupina, Vojka, Miha in company. Videli boste našega predavatelja. Vi, draga publika, boste povedali en zgodovinski dogodek, ki ga hočete videti. Lahko je povezan s Kamnikom, lahko je povezan s čim drugim. Nastanek Kotlovnice. Evo, odličen predlog. Nastanek mladinskega centra Kotlovnica. To, fantje, dobro snemite, da boste imeli pol za arhiv. Se pravi, Olupki 2 vam bodo predstavili nastanek, zgodovinski dogodek, nastanek mladinskega centra Kotlovnica. Dober večer, izbrani v naši rubriki. Danes bomo govorili o nastanku mladinskega centra Kotlovnica. Prosim, velik aplavz, ker to bo zgodovinski dogodek. Prva slika vam bo pokazala, kako so gradili kotlovnico.
povedati skupino, bomo mačkan naredili drugače, ko smo bili prej dogovorjeni, kar gremo v 3 minute, kar prosim ekipo za 3 minute. Kar. 1 minuta, 3 minute. Tako. In zdaj prosim trije, da zapustijo dvorano in naj ostane gor tisto pokado. Še enega ravno. No, tako. Zelo preprosta disciplina. Njemu bomo določili prostor, poklic in morilsko orodje. Se pravi, ki bo potem on pokazal svojim soigralcem naprej. Prvemu, ki je prišel noter in potem tisti, ki bo prišel noter, bo pokazal naslednjo ene vrste telefonček. Zdaj bom jaz brez mikrofona, zato da bomo mi zdaj, se pravi vi, boste določili prostor, kje se bodo igralci nahajali. Prostor? Kar? Muzej. Muzej? Ja, Tomaš? Znotraj balona. Dobro, ja. Muzej mi je muzej. Poklic? Odvetnik. Lovec. Končar. Še kakšno? Od se strani starejše publike? Tat. Balerinka. Balerina. Balerina. Ne vem, kaj je balerina. Balerina in morilsko orodje. Bolha. Rada, da se gledaš verjetnost 500 gramov. Pa pokličkom prvega. Prvi.
pa še tim naj se nam predloži. Dobro. No pa gremo po vrsti. Lara, kaj je prva stvar? Ja, pardon, zadnji gremo, od zadnjega sveda. Ja, poklic je bil... Prostor. Prostor je bil fotografski studio. Tukaj prosto niči ni prav, ne? Zato, ker te grejo. Poklic? To mi je ta balitka. Je ta specifična baletka mogoče? Ana Krona, ne? Baletka, je. In? Morilsko orodje? Ogrlica. Prosim. Tudi nekaj s fotografiranjem, a pa živalski vrt. Bolj poklic je bila pač ta poklicna balerinka oziroma baletka. Ja? Aha. No, to je sicer res morilsko orožje, to pravo, ne? Ampak je... Naprej, Lara? Prosti brana legija. Aha. Veliki plesalec. Pa travca. Dobro, zdaj ti bo povedal, zdaj kaj je res. Prostor je bil muzej. Ja? Poklic je bil balerina. Balerin, tako že. Tisto morilsko orodje je bil pa špaget. In zdaj druga ekipa, TV-dnevnik. TV-dnevnik, prosim, 4 gor. TV-dnevnik. Pri TV-dnevniku imamo voditelja, sovoditelja, vremenarja in poročevalca s terena. Vsi trije, razen glavnega voditelja, imajo neko hibo, ki jo boste določili vi. Samo glavni voditelj je pač nekako. Imamo 2 stola zadnje, nekaj lahko najdete. Se pravi, idemo pogledati, kaj sovoditeljica. Petra, boš ti sovoditeljica? Kakšno hibo ima sovoditeljica? Kako? Kovca si, odlično. Petra, kovca se ti. Ti si, imaš kovcanje. Potem, Mika, boš kaj, vremenar ali poročevalec terena? Poročevalec terena ima kakšno hibo? Če malo pomislite na te pop-TV-je. Spalno bolezen. Jeclja. Spalna bolezen. Tiska zaspi. Kako? Spalna bolezen. Spalno bolezen, odlično. Spalno bolezen imaš, ne? In še vremenarka naša, ima pa kakšno hibo? Blond. Lebdi pol metra nad tlemi. Boji se studijskih ključi. Tremoma. Dobro, še kaj? Kako je? Dobro. Katarina? Aha. Obsedena je z ličenjem. A je obsedena z ličenjem, rečemo? Obsedena z ličenjem. Se pravi, skozi, ne? Z ličenjem. Se pravi, imamo pa še te novica dneva. To pa zdaj, da bojo vsi nekako vedeli, o čem govor. Kaj je novica dneva? Dobro, to je ta prava novica. Bojdemo probati kaj ta zdaj. Kamniška Bistrica teče v kontra. Kamniška Bistrica teče v kontra smer. To se je zgodilo. Prav? Vemo vse, se pravi, so voditeljici se kovca, poročevalec terena ima in vremenarka je. Ja, v redu. Kaj pite malo vsi, da je zavrnečeno še bolj naprej? Odlično. In novica dneva je Kamniška Bistrica
Bistrica gre kontra. In gremo. Dobar dan, danes v 24 ur. Novica dneva. Kamniška Bistrica teče kontra. Ojoj, groza. Imate kaj za pripomniti? Ne, nič. Pojdimo na teren. Dober dan, studio in gledalci. Tukaj je Kamniška Bistrica, zelo nenavadno teče navzgor. To je zelo čudno, kajti verjetno je kakšen tok narobe je šel. Kaj pa lososi? Se še slišim? Pardon. Se še? Ja, tukaj sem. Zelo dobro. Kaj pa lososi? Kam sedaj tečejo? Gospod poročevalec. Kaj pa lososi? Kam Za plavajo? losose še nismo izvedeli, to je vse. No, hvala. Pojdimo sedaj še na vreme. Halo, se slišno? Ja, seveda. Ja. No, a sem v redu? Ja, fajn si. Zaradi Bistrice, ki teče v kontrasmer, smo dobili več padavin. Sem v redu? Fajn si. Fajn. Ja, na vzhodu bo tudi sončno, na zahodu pa bo zaradi kontra Bistrice zelo deževalo in poznajo bo tudi Gredi. Ja, to bo za danes vse. Hvala. Hvala. To pa zanimivo, ker lososi... Ja, dobili smo nove novice s terena, hodimo na teren. Živjo. Ja, zaradi lososov, ki ste prej vprašali. Res so precej losasti. Zanimivo. Glejte, plava proti toku. Ta pa je nenavaden. Zelo zanimivo. Gospod poročevalec. Gospod poročevalec, ali ste še z nami? Ja, sem tukaj. Odlično. Malo sem se temu. Tukaj imamo še eno pričo. Gospod, ali bi kaj povedali? Aha, okej, ni prav zainteresiran. To je vse. Hvala. Najlepša hvala. Na vreme smo dobili nove novice sa severa, da je Kamniška Bistrica pokvarila situacijo na severu. Prosimo na vreme. Ja, hvala, slišno, ko sem bila. Vsi super. Hvala. No, tukaj smo dobili strašne novice. Kamniška Bistrica se je obrnila in vreme se je spremenil v Soču. Špica. Bistrica, kako smo že povedali, teče v naročno smer. Na zahodu bo sončno. Tukaj bo zelo živno. Najlepša hvala. To je za danes vse. Upam, da ste uživali. Ja. Lupki in za čist konec nastopa Lupkov še skupina Stop, kjer se bosta obe dve skupini predstavile. Boste še zgodovinski dogodek odšpilali? Prav, v redu. Pa kar dajte enega. Dobro. In zgodovinski dogodek? Dobro, to so vsak dan se mi zdi, ko se ugledam fasado. Dobro. Domačno obdobje srednjega veka. Dobro. Ninja želve premagale Batmana. Kdo? Ninja želve. Ninja želve premagale zgodovinski dogodek. Gremo in tak zidno. Najdba mamuta. Na oko. Kako? Peka jajc na oko doma. Prva peka jajc na oko. Kako se je prvič zgodila peka
peka jajca na oko. Ok? Smo? Hvala. Dragi gledalci, dragi pozdravljeniki, mečkam jajčkam. Ja, danes se bomo pogledali, kako je nastalo prvo jajce na oko. Pa si pogledamo eno slikco. Kot vidimo, ni vedela, kaj dela. Vsi so ji pomagali, ampak so bili začudeni, ker ji ni rad. Hvala. Zgodila se je zelo huda nesreča, razlil se je. Zdaj pogledajmo nagovor slavnega kuharja Mirota. Zvočni posnetek, prosim. Ja, veste, kako zelo grozen je bilo, ko se je kar razlil sem je. Hvala. Poglejmo graf, kako so peka jajc upadli. Niso ravno padale. Rasle, upadale in potem nič. V današnjih časih ne pečemo več jajc na oko, ker poznamo nove naprave. Hvala lepa. Sedaj pa si poglejmo na diapozitivih, kako so naredili novi stroj za peko jajc. Delali so dneve in noči brez hrane. Delali dneve in noči brez plače. In delali dneve in noči in na koncu umrli. Strašno. Hvala, da ste bili danes z nami in prijetno peko jajc vam želim. Hitra disciplina stop. Iz vsake ekipe po en član, prosim, na oder. Stop. Stop. Dali ima bomo prostor, kjer se nahajate, potem se bodo pa brez vaše pomoči samo še izmenjevali, se pravi, ko se bo prizorček izpel, nekdo iz kjerkoli ekipe reče stop in zamenja enega od njiju in potem iz položaja, v katerem ga je zatekel, nadaljuje s popolnoma novim prizorom. Kje se nahaja ta igralca? Na morju. V gondoli, na veliki. Na veliki. V gondoli na veliki, v crkveni gondoli na veliki. Prav? In gledamo. No, pa so te naredili, pa ni hotel ste mene urezati. Pa te lapalce njih nove imam, no? Ja, jaz sem? No, in pa tak sonce gor. Ja, zdaj se pa še sneta, pa. Ja, če imaš učna.
stopinski poklon, prosim, Ljubci. En stopinski poklon. Če hočete videti kaj več, 6. junija v Hudu Prokaj Prešeren, kjer se bodo spet pomerili s temi drugimi osnovnimi šolami. Za zaključek današnje prireditve pa bi vam predstavil rodene čisto posebne fante in dekle. Fante in dekle. Dva od njih se bosta pretransformirala iz mišk v šilo, ker malo golfata, ne, se pravi, pred vami je najmlajša šila ekipa v Sloveniji. Za sabo imajo, koliko fanti, 4 tekme, ne? 4 tekme, 3 so zgubili, eno so zmagali, ampak ker so najmlajša ekipa, to pomeni, da bodo drug let neulovljivi. Jaz sem prepričan in tako. Hvala. No pa začnimo s to našo prireditvijo naprej. Mi bomo predstavili našo šilo ekipo. Kako? Najprej bomo naredili začetek. Ta začetek bo izgledal takole. No, v bistvu ne smem povedati, ker je improvizacija in še trenutno ne vemo. Zato bomo tako. Potem bomo enega iz vas pobrali gor, bo nekaj povedal, pol bomo pa še nekaj od vas rabili. Ampak to za pol. No, pa kar začnimo, ne? Zavej se. Sem zavej se. Dobar dan. Smo prva šolska ekipa Kamnik in smo ponosni, da v Kamniku nastopamo točno pred vami. Ki ste najboljša ekipa, smo mi. In zakaj? Zato, ker sestavljamo najprej Gašper. Kličemo ga. Skuštra. Pridi bliže, Gašper. Pridi bliže. Objemi nas. Tako. Naslednja bo Lenart. A veste, kaj je Lenart? On je ponos naše skupine, ker je najbolj seksi član. Prosim, pridruži se nam. Na to bo prišel ven naš eden in edini Lovro. Kot ste ga že opazili prej, je zelo navdušen nad igranjem, čeprav mu ne gre najbolje. Pridi bližje. Sedaj še Sašo. Kot opazite, ima 4 oči. Pridi nazaj, Sašo. In sedaj, še dekle, na katero smo še posebej ponosni. Lara. Ona je pa verjetno najlepša iz te skupine. Zato prosim, da prideš nazaj. In sedaj, eden najbolj pomemben člen naše šolske impro skupine. Tomaž Bratoš, ki je tudi vodja. Hvala lepa. Dobar, zdaj bomo improvizirali zmenk. Dvigate roke, tisti je prostovoljen, da bi zdajle nekaj odigral z nami. Dobar, pa ne sme biti male šolske ekipe. Rok ni več. Pa jaz sem ga zbral. Ja, tisto mečki premlada. Gospa, vi tam nekaj se smejite. Ne, ni v zadnji, čakaj, bom po vas prišel.
No, Silva je kar prostovoljno rekla, ja, prišla. No, gledajte, kaj boste videli, ne? Gospa Silva vam bo pokazala svoj prvi zmenek. Se ga še spomnite? Komaj, ampak se ga spomne, ne? No, gledajte, tele dva bosta igrala. Postavlja se tlele, prosim. Ok, kjeri hočete, da je vi? Ali sta bile dve ženski, ker to tudi lahko zlite? Aha. Moški bo moški. Kjer? Ko ti smo dolge lase, tam imate dolge lase. On ste vi. Tisti, ki ima očala. Boste vi. Ok. Prosim, da daš ti z dolgimi lasmi očala gor. Da bomo vedeli, da je ženska. No, da je pa še moški, če smem vprašati, kako mu je bilo ime. A ja, jih je bilo toliko. Rok, evo, Rok. Sedaj bomo pa tako šli. Rekli boste prostor, kje se to dogajalo in mi bomo to probali čim bolj odigrati. In ko bojo igrali, boste vi rekli, ja, tako je bilo, ne, ni bilo tako. In to te meni pač solera na uho, da bom pa jaz njima govoril, ne. Pa, če se da, ne saj traja 5 sekund, prijem rečete, ne, ni bilo tako, ne, ker pol bo sam zmeren. Zmeren? Ok, no, pa se, ja. Ok, kje se je to dogajalo? Na veselici! Wow! To je pa bilo! No, in, kdo je igral takrat? Ja, fajn, ne? Ja, Lara igrala boš danes, verjetno, ne? Ja, fajn. In to je bila kakšna rock skupina? Govej band, kaj češ evžga? In je igral harmoniko? Klarinet. To je pa bil izbir, ne? No, pa da vidimo, kako se bo tole šlo. Ni bilo tako. Ti ne bi zašpilala, ne? Ne, Ok. ne bi, ne. Prav. A boš kaj spila? Je pa vino, ki ga sliš? Ja. Kaj pa ti? Unijo laško? Ne, bi to vlado dobijo. Ni bilo tako. A bi vodo spite? Ja. To ne redi. Izvoli. Hvala. Da dobro špilaš, veš. Aha, kdaj si nekaj slišala? Zadnjič sem malo skrivaj poslušala. Ni bilo tako. Nikoli me ne poslušal. To da špilaš dobro, no. Te me bom danes slišala. Okej. No, jaz moram kaj garti, pa kaj plesete. Prav, čakaj sem. Mi smo novi goveji band. Z tega bomo nekaj zašpilali. Ni bilo tako. Ta pesem je posvečena tebi. Rok! Ni bilo tako.
Ni bilo tako. Ne, ključa, pazi. Ne znam. Ja, no, pet se zdaj na zraku. Ampak, gremo ven na zrak. Zdaj smo na zraku. A bi kaj pila? Ne, zdaj nisem že na noči, da bi mene dejansko dal. Ne, voda je pa res nekaj, a veš. A bi? Ne, res. A bi kaj jedla mogoče? Ne, res. Se greva lahko na umno sladko, veš, pa noč naredi. Mami pravi, da sem v tujcu noč imel. Ni bilo tako. A bi enega cheeseburgerja? Ja, Spet greva. No, še eno prosim. To je pa dobro. Ja, vse. To bomo zmeraj nate Ti spomnili. si dal zunija, ne? Ja. Zdaj pa da to našteš. A greva zdaj k meni domov? Ni bilo tako. Ne, zdaj. A greva nazaj na veselico? Lahko. A bi kaj pila? Ni bilo tako. A bi kaj zašpila? Daj zašpilite nekaj, no. Okej, čakaj še autogramček. Ni bilo tako. Pol bo je autogramček. Okej. Ni bilo tako. Nikar zašpili, da je bom znov. Zašpili, da boš kakšne načrte, pridi oči spet k nam, da jaz dam pila, imam motor več. A motor imaš? A te ne pilo zadelam? Ja, dej. No, prav, čak sem da izključena. To je pa Tomos. Ne, joma. Ni bilo tako. Ej, daj mi ključe dol. Ni bilo tako. Daj mi ključ od traktorja. Ni bilo tako. Daj mi ključ od motorja. Bo kar gor posedem. Še rado, no, glavo zaščiti. Jaz gor sedem. Štica si gor. Zgodile so se. Ni bilo tako. Evo ga, pa sem ti srečno pripeljal domov. Hvala. No, lepo se mej, upam, da se še kdaj vidva. Okej. A lahko tudi me južno pridem. Pregladju. A? Ja, fajno. Pa, adijo, no. Čau. Čau. A boste najdel? No, dobro. Zdaj pa tisti, ki morajo tele pobrati poberti. Sedaj pa bomo nekaj naredili. A je kdo prostovoljec, ne dvigne roko? Že spet ne iz male šolske ekipe. Pa, Se znam sam hoditi. Ne, kar se, ti ni treba okoli hoditi. Ok, ali imaš kaj s sabo? Kaj? Če imaš kaj s sabo? Ima ključe. Dobro, en apartma smo že dobili. Dobro, pa da pogledamo, kaj nam je gospod dal. Dal nam je stvari, ki napero dobite, pole na par ključev. Lasa. Pa še na par ključev. Pa... To. No, evo, iz tega bomo mogli narediti nekaj, kar ni. To pomeni neznani leteči predmet, recimo, ne? Recimo luč, pa da je ne uporabimo kot luč, da jo uporabimo kot avto, recimo. Jaz smo to zdaj tako, da?
Zdaj bo en gor prišel in z tega nekaj odigral. Lahko sta to 2, 3, 4, 5. In najbolj, da kar začnemo. Ok. In Primož Kozmus meče. Tu je nov svetovni rekord, postal je svetovni prvak. Kuren ti? Nove ohanje lahko kupite po ugodni ceni. Pokličite 080 5533. Prebril sem 7 mori, 7krat, pa sam 2krat se mi je ladja potopil. Novo bundo sem kupil, pa se vse razparalo. Tako je zmena. Rok se zlomil! Zakaj mi je pustil? Ti novi vsaki meni prav nič ne pomagajo. Vse mi dol visi. Ja, tale plemenček mi pa kar paša. Sam bi reč enega na tisto. Kaj si pomislil? Mami, daj mi lečo pomagati noter. Čakaj, No, a je bilo dovolj, a je bilo v redu. Zdaj pa, Nina, Sašo, Lara, Lovro in Gašper in Tomaž. Samo za vas. Hvala, to je bilo to. Kot vidite, to je tudi naš namen, da na konc fanti in dekleta sami vzamajo stvari v svoje roke, šivajo stvari tako, kot jim paše. Mislim, da iz te skupine bo še velik. Ratar, hvala, Tomaž, ki se vsako vajo pripelje iz Celja. Enkrat na teden, ki je kar lepo in vsi ostali, ki ustrajajo v tej šolski improligi, kot slišen drug let se jim bo prodružil še kakšnih drugih. To je to. Tukaj imamo za, ne vem, če imamo za vse, nimamo popustiti, ampak za nastopajoče pa imamo, lepar stran. Še enkrat pridite še na ta festival Pozdrav iz Kotla in